Lep pozdrav iz moje strani, dolgo se nismo slišali. Danes sem pripravil spet eno temo. Politika, ki se dogaja v Nemčiji. V Nemčiji se ogromno stvari dogaja in to je tako obširno, to je tako gosto. Jaz sem probal narediti eno majčkeno skico, da dobite malo občutka, kva se to dejansko dogaja, ker jaz vem, kar se v Nemčiji zgodi, pride z zamikom tudi k nam v Slovenijo. In jaz se tokrat križam, ko poslušam tele informacije, ki jih dnevno sprejemam in ko gledam, poslušam te ljudi, ki modele, ki govorijo, se sprašujem, a oni to resno mislijo ali so spran. No, v glavnem, ker začnemo s to današnjo temo, se pravi Nemčija. Nemčija je bila nekoč pojem svetovne gospodarske velesile, motor Evrope. To nekateri še danes mislijo, da je, ampak žal, motor Evrope ni več Nemčija. Made in Germany, to je bila etiketa, ki je nekaj pomenila. Žal, Nemčija danes umira in je žrtveno jagnje drugih interesov. Nemško prebivalstvo nemo lahko samo gleda, kako se podira njihova eksistenca. Evro kot denarna valuta je bil dejanski konstrukt, kako povezati vse evropske države pod eno streho. Evropa odprtih meja s sedežem v Bruslju. Nemčija plačuje največjo ceno tega planiranega konstrukta. Največ prispeva v plačilo evropskega proračuna. Nemci plačujejo največje davke, imajo največ birokracije. Nimamo samo mi, verjemite, Nemci imajo še več. Kvaliteta življenja v Nemčiji se je začela slabšati nekje po letu 2000. Prelomnica leto 2015, to je za časa Merklove vlade, so si začeli kopati lasten grob, imigrantska kriza, se spomnite kolone ljudi na televiziji. Ocenjuje se, da je nekje med 3 do 5 milijonov jih prišlo v Nemčijo. Točne številke ni, jaz mislim, da je ta številka bistveno večja. Uvoz teh imigrantov upravičujejo s potrebo po novi delovni sili. Ta delovna sila žal ni strokovna in živijo na račun nemške sociale. Prišleki imajo več pravic, kot pa uradni državljani Nemčije. Dobijo takoj stanovanje, denar za življenje in bolje živijo kot pa nemški upokojenci. Veliko nemških upokojencev prejema pokojnino v višini, ne boste verjeli, 750 evrov. To je prag revščine za nemške razmere. Poglejmo se še malo o imigrantih. Nemška vlada financira, prav ste slišali, nemška vlada financira iz davkoplačevalskim denarjem invazijo prišlekov. Imajo prav posebne ladje in jih hodijo iskat. To so priseljenci iz drugih kultur in vere. In potem smo že tukaj pri islamu. Islam se ne da integrirati v evropsko skupnost. Islam pomeni podrejanje njenemu samemu. Citiram kritika islama, ki je pod policijsko zaščito, in to je gospod Hamed Abdel Samad, ki danes živi v Nemčiji in ima nemško državljanstvo in je velik kritik islama. On sam izvira iz stroge radikalne družine. Študiral je v Nemčiji politične vede in razgalja tako Koran in radikalni islam, oziroma vse, kar je povezano z njim. Izjavil je, da se Nemčija razvija v paralelno družbo in da islam vodi fašistične poteze. Islam je patriarhalna družba in vloga ženske v družbi je zelo omejena. Za izjave je bil sam tudi obsojen iz strani islama, ker je kritiziral njihovo vero in prikazal Muhameda v slabi luči. Razglašena je nanj tudi fatva, kar pomeni smrtna obsodba. Na nemških ulicah vsak dan se zgodi posilstvo in napad z nožem.
Za te prekrške in zlodejanja niso obsojeni oziroma so kmalu izpuščeni na svobodo in se jih tudi ne izžene iz države. Ti prišleki se ne da integrirati in služijo zgolj kot novo volilno telo vladajoče levičarske stranke zelenih. Eden izmed globalnih ciljev je uničenje evropske nacionalne identitete z mešanjem narodov, drugih kultur in ver. Primer, Nemcem vzeti svinjsko klobaso, Avstrijcem dunajski zrezek, Italijanom testenine. Jaz samo upam, da ne doživim, da nam Slovencem vzamejo krvavice, pa zaseko, pa kranjsko klobaso. V glavnem, Nemčija je testni poligon tega. V Nemčiji ni zaželeno v javnosti se identificirati z nemško zastavo in peti nemške himne. Ja, prav ste slišali. Če vi pridete z nemško zastavico, pa da mahate, vas bodo hitro začeli preganjati. To se je tudi, jaz sem gledal tudi primer, ko je prišel na oder in je začel citirati nemško himno in takoj so prišli varnostniki, so ga odstavili. Pa si poglejmo himno nemško. Avtor besedila je August Heinrich Hofmann, skladatelj je bil Josef Haydn. Pa rad bi povedal pač ta tekst, kaj ta refren pomeni, ker je danes zelo boleč za to, bom rekel, zeleno politiko, ne, in se nekako hočejo islam, bom rekel, infiltrirati v krščansko regijo, kot je Nemčija, ne, in se pač tepe s tem tekstom. No pa poglejmo ta refren, kaj pove. Povedal ga bom v slovenskem jeziku. Gre pa takole. Enotnost in pravica in svoboda za nemško domovino. Zato si prizadevajmo vsi, bratsko, srcem in roko. Edinost in pravica in svoboda so jamstvo sreče. Cveti v sijaju te sreče, cveti nemška domovina. No, to je pač ta refren, ta glavni, ne? In je že sporen. Se pravi, poleg islamizacije potekajo tudi drugi projekti. Ne moram jih vse našteti, ker bi prekoračil okvir tega mojega predavanja, pa vsi bi začeli že zjehati. Ampak izpostavil bi sledeče. Gender ideologija. Oče in mama ni več prioriteta. Danes se pogovarjajo starš 1, starš 2. To je zaželeno. V Nemčiji lahko enkrat na leto zamenjate spol, brez heca. Greste na občino in spremenite spol. Rečete, jaz sem morski prašiček in vas bodo tretirati, da ste morski prašiček. Če vas bo nekdo napačno nagovoril, ga lahko tožite, 10.000 evrov kazen. Ne? Nihče vas ne sme diskriminirati, zato ker ste vi tretirani kot ono. In ogromno so malo polemiki glede nemške slovnice, kako vse to prebakslati. Čista adijo zmešnjava. Odpirajo se tudi vrtci za takšne pare. Pazite, pari, ki pač so, kakorkoli pač se pač identificirajo, imajo lahko tudi otroke in imajo zato posebne vrtce. Pišejo se posebni učbeniki za zgodnjo seksualizacijo predšolskih otrok. Obstajajo posebni prostori, kjer se lahko otroci dotikajo in raziskujejo svoje intimne dele svojega telesa. Čista pedofilija. Skratka, Sodoma in Gomora, to imamo že v Bibliji, ne? Nemška cerkev se tudi podreja novim smernicam tega LGBTQ+ gibanja. Cenzura, svoboda govora, to je pod velikim vprašanjem danes. Nemška politika je v totalnem kolapsu. Vladajo zeleni in levičarske stranke. Veliko teh, ki jih gledam vsak dan na ekranu, so brez strokovne podlage, brez šol, sfalirani študentje, brez diplom. Na TV-ju oziroma talk-showih se blamirajo svojo nestrokovnostjo. Zagovarjajo
da mora biti Nemčija klima nevtralna država, CO2 prijazna država, prepoved kurjenja na plin in nafto. To so zdaj začeli tudi pri nam nekaj. Ne? Jaz to že poslušam že 3-4 leta. Prepoved dizelskih motorjev, potem samo sončne elektrarne, pa vetrnice, pa poraba sončne energije oziroma pač te tehnologije obnovljivih virov. In kaj takrat, ko sonce ne svet, takrat bomo pa internet na hlape gledali. Vožnja samo z električnimi avtomobili, pa mi nimamo infrastrukture, da bomo mi se vsi vozili z elektriko. Ne? Ugasnili so nam moderne jedrske centrale. V Nemčiji nobena jedrska centrala ne sme delovati. In uvažajo elektriko iz Francije pa Poljske. Nemškim kmetom so ukinili subvencije za dizel. Zaradi drage energije nemško gospodarstvo ni več konkurenčno, ker uvažajo iste energente, seveda še vedno dobimo to od Rusov, zato da poteka to preko Indije, Kitajske, seveda po višjih tarifah. Nemške firme se zapirajo in se selijo na tuje. Mercedes zapira svoje obrate, poslovne objekte, Mile se seli v Ameriko. To pomeni, da imajo vedno več ljudi, ki ostanejo brez dela. Potem ogromno privatnih pikarn zapira svoje obrate, ker je energija, elektrika predraga, da se bi lahko prvošili, da bi potem žemljice bile še tako konkurenčne napram tistem, ko jih dobite v Lidlu ali pa v Hofru. Nemški zunanji minister je po poklicu pisatelj otroških pravljic. Gospod Habeck ne ve, kaj je to stečaj. Stečaj ni za njega, da se firma zapre z vsem njegovimi posledicami. Temveč za njega je stečaj, da firma samo neha proizvajati produkte, medtem ko firma pa še vedno obstaja naprej. To ga je dobila novinarka, ki ga je to vprašala, mislim, cel svet se sam začel križati. Nemčija beleži v zadnjem letu, v zadnjih 2-3 letih, čisto izgubo. Več trošijo, kot pa ustvarijo. Izpostavil bi primer tudi uničenja Severnega toka. Nemci so z Američani vrgli v zrak Severni tok, po katerih je prišlo v Nemčijo poceni ruski zemeljski plin. Kancler Scholz in njegova klika, da je za to eksplozijo odgovoren Putin. Ljuba duša, zakaj bi Putin vrgel v zrak cev in sebi si vrtal luknjo v kolen? Putin služi od eksporta, od prodaje. Ne boleče in brez škodi bi on lahko samo zaprl pipco, ne pa da bi razstrelil cel plinovod. Pa smo pri Rusih. Se spomnite, ko sem predaval o vojaškem posegu Putina na Ukrajino? To je bilo 24. februarja 2022. Takrat se je začela specialna operacija. Prva stvar v vsaki vojni, ko umre, je to ena stvar in to je resnica. Propaganda je prisotna na obeh stranih. Definitivno pa ima Amerika in NATO pakt s svojimi sateliti v propagandni vojni večje uspehe kot pa Rusi. Se spomnite, ko so nam mediji govorili, da Rusom pojema municija, da razmontiravajo pralne stroje, da elektroniko pobirajo ven, zato da lahko uporabljajo za svojo oborožitev. Mislim, to je še Ursula von der Leyen izjavila, joj, kaj si lahko ta ženska, da si to upala to reči. Pa by the way, Ursula von der Leyen je bila ministrica za obrambo v Nemčiji in je pustila vojsko v totalnem razsulu. Potem so govorili, da ima Putin raka, da ga bo kmalu pobral. Ja, laž ima kratke noge in vsaka pesemca se enkrat izpoje. Rusi napredujejo. Fronta je dolga 1300 km. Rusi in Putin imajo daljši dih. Ukrajinskih vojakov je vedno manj in imajo strašne težave z mobilizacijo novih. NATO je v paniki, ker morajo opravičiti na nek način, da je ravno Evropa tista, ki izgublja in ne Putin, kot nam to slikajo naši lažnivi mediji. Pa smo pri aferi Taurus. Ne vem, če se sliša za afero Taurus ali Taurus lek. Napad na Krimski most se tukaj skriva. Zdaj, da povem, kaj je to Taurus. Raketa Taurus
je raketa dolgega dosega, ki ima doseg 600 km, produkt je pa nemško-švedskega porekla. Nemci so najprej Ukrajincem dostavljali čelade, potem so začeli jim lifrati lahko pehotno orožje, potem so prišli na tanke Leopard, sedaj pa potekajo dogovori o morebitnem dostavu teh smrtonosnih raket. To pa niso več heci. Te rakete lahko služijo za napade globje v rusko področje. To pa pomeni avtomatsko 3. svetovna vojna. Kaj se je zgodilo 3. marca? To je pa dober teden nazaj. Pricurljala je informacija preko ruskih telegram kanalov, upam, da bom prav izgovoril, Margarita Manhattanova. Ona je šefinja ruske redakcije Russia Today in je povedala, da je prišlo do telefonskega razgovora, se pravi, telefonska konferenca je bila med visokimi oficirji iz Nemčije. Pogovor traja 37 minut, med njimi je bil glavni navzoči general zračnih sil Ingo Gernhardt in ostalih generalov. V razgovoru je bila tema, kako bi izgledal napad na nemške rakete Taurus. Kako bi se ta raketa namestila na ukrajinske ali ameriška letala, oziroma kako bi Ukrajince podprli pri tej misiji. Na kratko povzetek. To je pač ta dialog, ki je bil med temi oficirji. Ja, Krimski most smo si ogledali, je velik, po obsegu za celo letališče. Potrebovali bi več raket Taurus, da ga podremo. V nosilni steber bi morali narediti eno veliko luknjo, da podremo most. Vse moramo pa tako izvesti, da ne bodo Rusi posumili, da smo pri tem imeli prste vmes. Imejmo na očeh, se pravi, vojaška nemška raketa bi napadli civilni in ne vojaški objekt. Se pravi, Nemci so nameravajo napasti civilni in ne vojaški objekt. Se pravi, to bi bila velika blamaža za nemško vojsko kot NATO. Cela Nemčija je seveda šla v zrak. Se pravi, te informacije gre zdaj kot požar po netu. In ko so to slišali, so bili pa normalno, Nemci so bili zgroženi za potek te operacije. No seveda, potem se je normalno takoj soglasil nemški obrambni minister in je naredil eno veliko neumnost, to je gospod Boris Pistorius, in je takoj informacijo zanikal, da gre za ruski fake propagando. Moram vam pa povedati, jaz sem teh 37 minut prisluhnil in to je čista hardcore nemščina. Vendar, kaj se je zgodilo? Naslednji dan so potrdili avtentičnost pogovora tudi na javni mediji. Kakšna dvoličnost torej, ne? Zaključek pravljice, cesarjeva nova oblačila in cesar je ostal nag. Velika nestrokovnost in blamaža in črni madež za nemški generalštab. Rusi so odreagirali in postavili Nemcem ultimat. Ja, moram vam povedati, ne? Rusi so pač špionirali vohunijo, se to vsi počnejo, tudi Američani vohunijo, ampak očitno imajo Nemci zelo slabe kodirne zadeve. V glavnem, Rusi so jih dobili. Vprašanje, kaj so še vse izvedeli Rusi od Nemcev? Mogoče so tudi izvedeli, oziroma pač Nemci ne vejo, kaj so izvedeli. Lahko so mogoče Rusi prišli tudi do informacij, kako se angleške rakete transportirajo v Ukrajino, ali pa recimo francoske rakete, kako se gibljajo recimo enote na terenu. In zdaj so pač normalno, vsi so zdaj mal prestrašeni zaradi tega. No, v glavnem, Rusi so odreagirali in postavili Nemcem ultimat. Naj se razjasnijo do ponedeljka, se pravi pojutrišnjem 11.3. in naj podajo izjavo. Kajti ruska doktrina govori, da bodo oni uporabili jedrsko ali atomsko taktično orožje. Se pravi, to niso neke top secret stvari, te stvari so, bom rekel, dokaj dostopno vsem. In njihova vojaška doktrina prav takole, ne. Se pravi,
Rusi so pripravljeni uporabljati svojo atomsko moč, kadar bi bila uničena 20% podmorniških sil, kadar bi bila napadena ali uničena 3 njihova letališča, kadar bi bil napad nasprotne vojske na ruski meji, potem, če bi prišlo do atomskega ali jedrskega direktnega napada na Rusko federacijo, ali pa kadar bi nasprotna stran uničila 3 ruske ladje križarke. Potem si Ruska federacija dovoli izvesti prvi atomski udar na nasprotnikovo državo. Jaz pravim temu šok zaušnica po principu, imate dost, zdaj smo vam naredili malo škode, ali gremo do totalnega uničenja. No pa še kot ena poslastica, zanimivo, kako je odreagirala Rusija oziroma v eni od ruskih talk show vdajah, ne? Rusi pač tudi imajo pač svoje talk show vdaje. Moram pa vam povedati, da recimo, če poslušate nemški narod ima ful rad Ruse. Kadar so kakšni protesti, vidite tudi njihove ruske, Nemci nosijo ruske zastave. Oni imajo Ruse zelo rad. In no, tlele pa zdajle, če gledamo zdaj tole, se vrnem tle na rusko stran, v enih njihovih talk showov, pa govori Dimitrij Kiseluk in reče, ja, Nemčija ima veliko mostov, 4 so nekoliko malo večja, a ne, kot odgovor na Krimski most, vendar noben od teh ni tako velik, da bi se lahko primerjal z našim Krimskim mostom. Torej bi morali podreti kakšen most več, da pokrijemo ekvivalentnost škode. Seveda, če se kaj v tej smeri zgodi, ne bo treba dolgo čakati na odgovor iz naše strani. Močno upamo, to reče pač ta voditelj, močno si pa upam in si želim, da se nemška diplomacija malo strezne in da se začnemo pogovarjati. Boris Pistorius, no to sem pa preden sem prišel, sem pač enega blogarja najdel na YouTubeu in je pač en video že postal, kjer pa govori obrambni minister Boris Pistorius in je dal izjavo, da rakete Taurus ne bodo dostavili, ker nočijo, da bi bila Nemčija direktno vpletena v konflikt. V glavnem, to sem tlele malo pripravil. Mogoče, a sem predolg, ali lahko še kaj povem? A lahko še kaj povem? To je novo, daj. Ok. Lejte, zdaj bom povedal nekaj zgodovinska dejstva, ker ogromno se zgodi in ljudje pozabljamo stvari. Ampak moramo vedeti, da nobena stvar se ne zgodi od včeraj na danes. In moramo zmeraj moramo pogledati za nazaj, v preteklost in predvsem ne smemo se čustveno navezvati na te informacije, ker nas čustveno zelo hitro zavedajo. Moramo biti trezni in objektivni in poslušati 2, 3, 4 strani. Moramo vedeti, zgodovinska dejstva, jaz sem si tukaj malo zapisal, 9. november, tukaj sem pozabil zdaj napisati, kjerga leta je padel Berlinski zid, ampak mislim, da je bilo 1989. 9. novembra je padel Berlinski zid. Po kateri zaslugi je Berlinski zid padel? A mogoče veste? Ne? Ne. Po ruski iniciativi. Takrat je bil Mihail Gorbačov predsednik in on je rekel, končajmo hladno vojno. Mi se bomo umaknili. Naj se Nemčija združita. Ampak imamo samo en pogoj. In ta pogoj je, naj se NATO ne širi proti vzhodu. In mi se bomo umaknili. A ne? Se pravi, ok? To. Ustmeno so to potrdili, da se ne bodo širili. Takrat moramo vedeti, takrat je bil zunanji nemški minister Hans-Dietrich Genscher. Pa takrat je bil ameriški zunanji minister James Baker. In sta dala zagotovilo, ona dva sta dala zagotovilo, da se NATO ne bo širil proti vzhodu. Se pravi, ampak žal je bila obljuba le kratkega časa.
Albright, se spomnite tiste gospe Albrightove? Madeleine Albright. Albright je doživela, oprostite izrazu, ampak orgazem leta 1999, ko so sprejeli v prvi krog v NATO Češko, Poljsko, Madžarska. Rusija je bila takrat še preslabotna, da bi lahko sploh kakorkoli odreagirala. 2004 se je priključila Litva, Latvija, Estonija, Romunija, Bolgarija, Slovaška in Slovenija. 2009 Hrvaška in Albanija. Zdaj pa normalno, se pravi, vse so kršili, zdaj pa hočejo spraviti Ukrajino v NATO pakt. Ne? Ampak mi moramo zastopati, ker je Putin lepo rekel, poslušajte, kršili ste vse dogovore, zdaj bi pa reče Ukrajino spravili v NATO pakt. Kaj to pomeni, če Ukrajina pride v NATO pakt? To pomeni, takoj se bodo ameriški raketni sistemi pojavili takoj na skrajnem vzhodu Ukrajine in te rakete letijo do Moskve samo 10 minut. In mi, Rusi, nismo sposobni, da sploh kakorkoli odreagiramo ob morebitnem takšnem napadu. In zato je nedopustno in nas morate razumeti, da tukaj so pa, bom rekel, interesi Ruske federacije ogrožene. In tukaj mi ne moramo tega dopustiti. In še nekaj je tudi ena to zelo zanimiva stvar. Druga svetovna vojna. Ko je druga svetovna vojna potekala, takrat je bil, kjer je bil prvi predsednik, kuj po drugi svetovni vojni, ali je bil Truman. Mislim, da je bil Truman. In je Truman, ko je še vojna potekala, je rekel, poslušajte zdaj takole. Če bo Rusija zmagovala to vojno, bomo mogli Nemcev podpreti. In obratno. In kaj se je zgodilo? Se pravi, Nemčija je napadla Rusijo, vemo, kje se je zadeva ustavila, pri Stalingradu so se Nemci ustavili, so doživeli kolaps, Rusi so začeli terati Nemce nazaj in Rusi so terali Nemce domov. In potem so se Amerikanci, pa gledaš, so se strašili, Madonna, zdaj pa Rusi prodirajo v Evropo, zdaj moramo pa mi ustaviti. In potem iz zahoda so šli Angleži pa Američani, iz vzhoda so pa šli Rusi pa ganjali Nemce. In potem so se ustavili v Berlinu, ne? In potem se je pač tako delili. In zgodovino ne smemo pozabiti. Pa ne smemo pozabiti, da je nemška Wehrmacht oziroma Hitlerjeva Nemčija je pobila 23 milijonov Rusov. Tega ne smemo nikoli pozabiti. In imejte to na umu. Jaz ne vem, Amerika je ne vem koliko, 250 let v takšni sestavi, kolikor je samostojna, ampak samo 15-16 let niso bili v vojni, drugače so pa skozi v vojni. To se pravi, kadar Američan bombardira, kadar Američan meče rakete, to je demokracija. Se pravi, na tistih raketah piše demokracija. Če pa se Rus brani, pa meče rakete na nasprotno stran, to je pa invazija, to je pa genocid, to je pa vse tako, ne? Se pravi, ne zagovarjam nobenega, jaz zagovarjam mir, ljubezen, spoštovanje. Je pa še nekaj, kar recimo takole opažam. Putina se splača poslušati, ker on je, bom rekel, res je, jaz pravim, da je zelo dober strateg, zelo dober biznismen, tako Rusko federacijo furat, Rusija je ogromna država, ne? Ima ogromno resursov, Rusi nimajo interesa nobenega napast, ampak če so pa napadeni, se pa branijo. In pa mogoče še to, da povem, vojna v Ukrajini se ni začela leta 2022, ampak se je začela že 2014-2016. In Američani Ukrajino imajo kot svojo kolonijo in če umirajo Ukrajinci, to je za njih samo zgolj kolateralna škoda. In tudi ljudje ne vejo, zdaj bom pa zaključil, ljudje ne vejo, da so v vseh teh letih gradili različne bunkerje,
različna skladišča, različne laboratorije, kjer so delali tudi COVID eksperimente in so hoteli skozi ptice selivk pošiljati bakterije oziroma te viruse na nasprotno stran in z 10-krat rusko populacijo. Ampak dobro, to je mogoče zgodba za kdaj drugič. Rekel bom hvala lepa, ker ste me prisluhnili, upam, da ste kaj izvedeli, pa lepo bodite, pa srečno, kdaj drugič.